Spletna družabna omrežja. Kako jih izkoristiti za karierne priložnosti? Spletna družabna omrežja lahko poleg zabave uporabljate tudi v poslovnem svetu ter za iskanje zaposlitve. LinkedIn ni zgolj življenjepis in Facebook ni zgolj prijateljevanje. Oba medija nudita veliko priložnosti za to, da vzpostavite svojo profesionalno identiteto. Morate pa za učinkovito uporabo spletnih družabnih omrežij upoštevati kar nekaj nenapisanih pravil. LinkedIn, ki je sicer ustvarjen ravno z namenom deljenja profesionalnih izkušenj, ne sme biti zgolj nadomestek vašega življenjepisa. Izogibajte se klišejskih izrazov v stilu sem motiviran, sem strasten, sem pripravljen na izzive. Oziroma te besede uporabljate v kontekstu, sem motiviran za kaj konkretno, sem pripravljen na kakšne izzive, sem zavzet za kakšen tip delovnega mesta ali za kakšno sredino. To je mogoče ena past, ki vodi v neko klišejskost tudi pri LinkedInu. Da bi svoj profil na LinkedInu naredili privlačnejši, izberite pravo fotografijo. Zberite vsaj 500 kontaktov. Včlanite se v 50 relevantnih skupin. Pridobite priporočila nekdanjih delodajalcev in svoj LinkedIn profil povežite z drugimi profili na spletnih družabnih omrežjih. Kaj pa Facebook? Matej Špehar svetuje, kako urediti Facebook profil, da bo ta videti profesionalno. In prvi stik z vašim Facebook profilom je vedno profilna fotografija. Bodite pozorni, kakšna je. Na njej naj ne bodo sončni zahodi, na njej naj ne bo slika vašega ljubljenčka ali risanega filmskega junaka, na njej ne imejte sliko iz zadnje zabave. Drugi nasvet je, pazite, kaj delite s kom. Najbolj zabavne, smešne vsebine so lahko zabavne samo vam ali vašim prijateljem. Za javnost morda ne tako, ali pa da ne bodo pustile tak vtis, kot bi si vi želeli. Tretji nasvet, zelo pridno izpolnite delček profila, ki vsebuje vaše delovne izkušnje. Kaj ste počeli do sedaj? Kje ste vse delali? S čim se lahko pohvalite? Četrti nasvet, sodelujte v debatah. Ne biti samo stalker. Glejte naokoli, vključujte se v debate. In peti, prav tako zelo pomemben nasvet, bodite ažurni. Če vas nekdo išče in vas potrebuje sedaj, ne čez en mesec, ko boste odprli vaš Facebook profil in preverili zasebna sporočila. Neposredna objava na Facebooku, da iščete novo zaposlitev, ni najprimernejša, dodaja Mojca Križnar. Neposredna objava vaše pripravljenosti po zamenjavi zaposlitve je relativno občutljiva informacija, ki bi jo priporočila deliti z okolji in z osebami, ki jim zaupate in ki se jim dejansko želite približati. Izogibajte pa se še nekaterim drugim pogostim napakam na družabnih omrežjih. Objavljanje neprimernih vsebin so komentiranje, posmehovanje ali negativne informacije povezane z vašim delodajalcem, z vašimi kolegi, z vašimi poslovnimi partnerji, je razkrivanje skrivnosti ali razkrivanje informacij v imenu tretjih oseb, se pravi neka nediskretnost. Ne pozabite tudi, da Facebook in druga družabna omrežja vašim zdajšnjim in prihodnjim delodajalcem omogočajo vpogled v zasebno življenje. Tudi tisti del, o katerem se na zaposlitvenem pogovoru ne sme govoriti.